V Krki so tudi letos izbrali 3 mlade posameznike, uspešne na športnem in kulturnem področju, in jim podelili priznanje Krkin talent leta 2023. Prijeli so jih Tjaž Džaj Bartol iz atletskega kluba Krka Novo mesto, Val Hribar iz košarkarskega kluba Krka in Iza Simonov Dovč iz glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto. Prejeli so 18 predlogov za Krkin talent leta 2023. Glavna merila pri izboru so bila uspešnost na klubskih, državnih, evropskih in svetovnih tekmovanjih, pa tudi sodelovanje, poštena igra, zdrava tekmovalnost, spoštovanje in strpnost ter dejavno predstavljanje sponzorja. Priznanje mi pomeni veliko, še dodaten zagon za delo, za naprej in poplačan trud. Letos imamo evropsko prvenstvo, kjer je načrt, da se uvrstimo v finale. Ta nagrada mi zelo veliko pomeni, veliko dela sem vložil v to delo in potem se tudi to delo obrestuje. Treniranje je sigurno neka zabava, sprostitev, hkrati pa tudi trdo delo. Krkina priznanja za športne ali kulturne dosežke je prejelo 15 mladih članov društev in ustanov. 7 zaslužnim posameznikom pa so za izjemen prispevek k razvoju in delovanju društva ali ustanove podelili posebne zahvale. Vse skozi delamo z mladimi, možnosti imajo lepo se ukvarjati s tem športom, ki je zdrav šport, nenasilen šport. Vrh pa dosegamo s prvo ekipo, ki permanentno tekmuje v prvi slovenski državni odbojkarski ligi. Naziv Krkin talent leta je doslej prejelo 24 mladih posameznikov iz različnih Krkinih društev, klubov ali ustanov. Podelili so tudi 106 priznanj za športne in kulturne dosežke ter 35 Krkinih zahval. Krkino ime nosi v tem trenutku 17 klubov in društev in še dodatno smo 6. generalna pokroviteljica. V teh klubih in društvih deluje v tem trenutku tudi preko 2700 mladih do 18 let. Sicer so tudi letos razglasili Krkino superpunco in Krkinega superfanta leta. Niko Drkušič iz odbojkarskega kluba TPV Voli Novo mesto in Nejca Peterlina iz kolesarskega kluba Adria Mobil Novo mesto.